Včerajšnja seja občinskega sveta mestne občine Koper je potekala izredno složno. Niti pri eni točki niso svetniki oporekali predlogom občine. Tako so svetniki potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta Libertas, stičišče kultur, s katerim želi občina obnoviti dotrajen objekt in omogočiti pogoje za umetniško udejstvovanje. Prav tako so svetniki dali soglasje k zadolžitvi javnega stanovanjskega sklada mestne občine Koper za dokončanje zgradnje bloka 3 v naselju Nova Dolinska. Največ pozornosti je že pred sejo pritegnila 6. točka dnevnega reda. Sodno poravnavo bo občina družbi Grafist d.o.o. plačala 750 000 evrov za dela, ki jih je družba brez naročila in brez pogodbe upravila na objektu Solis. Svetniki in svetnice so pred sejo prejeli dopis družbe Elta d.o.o., ki je opozorila na to, da je bilo onemogočene potegovanje za nakup občinskih delov Solisa, predvsem zaradi favoriziranja podjetja Grafist. Pri tem se je Elta v pismu sklicevala na ugotovitve lanskoletnega poročila nadzornega odbora občine, ki je ugotovil, da je potrebno upraviti skrbni pregled celotnega projekta Solis zaradi potrebe po ugotovitvi odškodninske in kazenske odgovornosti. Svetnikom je Elta predlagala, naj hkrati s poravnavo naložijo vodstvu občine, naj do konca leta realizira priporočilo nadzornega odbora v zvezi s skrbnim pregledom oziroma forenzično preiskavo finančnih tokov projekta Solis. Nismo se mi izmislili oškodovanje občine za 20 milijonov evrov pri projektu Solis. Ugotovil ga je nadzorni odbor občine, o zadevi pa so poročale tako Primorske novice kot RTV Slovenija. Zdelo se nam je primerno, da se ob poravnavi z Grafistom, ki ne nasprotujemo, občina pripravi tudi izhodišča za izračun zneska odškodnine, ki mora Grafist plačati občini. Pravzaprav v dopisu samo ponavljamo tisto, k čemur je občina pozval že njen nadzorni odbor, da se izvrši forenzično preiskavo projekta in s tem tudi izračuna natančen znesek odškodnine, ki jo mora Grafist plačati občini. Bistvo zadeve je pred glasovanjem pojasnil občinski odvetnik Aleksij Možina. Sporno v tej zadevi je pravno stanje. Pravno stanje izhaja iz tega, da družba Grafist za dela na solastnini v mestne občine Koper družba ni imela pogodbene podlage. Občinski svet je po pričakovanjih sodno poravnavo z Grafistom potrdil 17 glasovi za, 7 je bilo vzdržanih. Po seji je dr. Možina na novinarsko vprašanje, ali so se pri sklepanju poravnave poglobili v kompleksnost in zgodovino celotne zadeve Solis, povedal. Torej, jaz kot pooblaščenec vseh teh razmerij ne poznam, bil sem seznanjen s tem, vendar tukaj smo želeli res eno izmed teh razmerij, torej dela, ki jih je izvedel eden na račun drugega, vsaj to razmerje razrešiti. O pasivnosti občine v zvezi s poročilom nadzornega odbora in dopisom družbe Elta je nekaj več povedal podžupan Janez Starman. Tudi to pismo, ki smo ga dobili vsi svetniki, je dovolj za to, da se sproži nek postopek. Ni potrebno, da nekdo še posebej vlaga kakršenkoli napor v zvezi s tem. Kljub strinjanju z izjavo podžupana, za Elto zadeva s tem še ni zaključena. Kakor smo obljubili svetnikom in svetnicam pred sejo, bo skupina pravnih strokovnjakov izdelala strokovno mnenje o oškodovanju občine in kazenski ter odškodninske odgovornosti akterjev, kot to priporoča nadzorni odbor. Veseli nas, da bomo lahko pomagali občini, da dobi nazaj svojih 20 milijonov evrov, če ne vsega, pa saj del tega. Boste torej vi sprožili postopek? Ko smo že razložili občinskem svetu, imamo vsi obveznost in pravico naznaniti kazniva dejanja, za katero izvemo. Glede na tega se strinjamo s podžupanom. Na drugi strani poudarjamo, da ima le občina pravico in obveznost terjati odškodnino za škodo povzročeno občine. Pričakujemo, da bo vodstvo občine, ko jim dostavimo strokovna mnenja in ugotovitve v zvezi z njimi, takrat zagotovo seznanjeno z obsegom oškodovanja občine in takrat bodo dolžni ukrepati tudi sami. Kajti odškodninske tožbe v tem primeru lahko sproži samo in zgolj občina. Zakaj porabiti denar in čas za to? Ocenjujem, da bo naša pomoč občini, da dobi pripadajočo odškodnino v 10 let trajajoči aferi Solis, naša najboljša naložba v lokalno skupnost. To je naša naložba v dobrobit naše občine, države in družbe. Tu živimo in tu tudi delamo, zato je logično, da se želimo prispevati k temu, da bo vsem bolje. Kdaj, če ne sedaj? O vsem skupaj ima občinski pravnik tudi svoje mnenje. Lahko imam torej svoje videnje o tej zadevi. Meni se zdelo v tem, da tisto, kar je mogoče rešiti, da se poskuša rešiti, da se predstavijo argumenti tako za kot proti, da se pove, da spor ni gotov, in tudi, če bi bil gotov, zagotovo druga stran ne bi popustila.